Jaz bi pričel s to okroglo mizo, mimo z srečanji z našimi kandidati za župane, pa bi kot prvo pozdravil vse tri kandidate, pa bom začel kar proti desni. To je gospod Matjaž Zanoškar, bivši župan, pa zdajšnji kandidat, bom rekel, z nami je gospod Čas Andrej, zdajšnji župan, pa ponovni kandidat, in pa gospod Franc Šilaj, ki je pa že, mislim, da kar lahko rečem, bivši in pa nadaljni župan. Pa seveda tudi pozdravil bi vse vas, obrtnice, podjetniki, pa tudi nekaj imamo ostali, ki so se želeli pridružiti, pa nič narobe. Z tem uvodnim nagovorom bom jaz, ne bom dolg, bom hvala dal besedo vsem ostalim, ki vem, da bojo želeli kaj zastaviti vprašanj, ampak kljub temu pa par besed pa le moram povedati. Naš namen na Obrtni zbornici Slovenj Gradec je bil, da pač letos nekako skličemo vse kandidate za župane, ker menimo, da zdaj bo nekako prišlo do tiste situacije, ki pač mi obrtniki moramo sopadali občine, ali bom rekel, sodihati z občino. Ne bom rekel, da do zdaj nismo. Bi bil nepristranski in bi ne bilo pravilno. Vsakem vedno smo sodelovali, vem, da tudi bomo, ampak prejšnje leta smo pa dobivali obljube, ki nekako niso bile, ali pa niso želeli, ali pa niso mogli v letu zresničene, zato smo se letos odločili v upravni odbor, da zadevo posnamemo in jo bomo pol pač predvajali. Zato vas prosim, da ne obljubljate nekaj, kar ne boste mogli narediti, ker vam obljubim, da tisto, kar bo posneto, bomo tudi pol hoteli, da se izvaja. Mislim, da praznih obljub je bilo dovolj, da moramo začeti z dejanji, ki bojo našo občino pripeljale, pa nas obrtnike pripeljale enako vredni položaj. Predvsem imamo ogromno problemov z raznimi izvajalci, ki prihajajo zunaj, ki pač nekako ne moramo naši do tega dela, ki si bi ga želeli. Jaz vem, da boste rekli, so javni razpisi, ampak tudi razpise bo treba prirejati, da bomo lahko mi lažje prihajali do dela občine. Se zavedam, da tudi neki del je tu, ampak jaz mislim, da še ogromno več tega bi se dalo narediti. Zdaj pa bi jaz predno, da res se razgovorim, ker to lahko traja tudi malo del, bi jaz mogoče dal vsakmo od vas 10-15 minut, da se predstavi, pove program, kako kaj vidi obrtno zbornico, oziroma ne obrtno zbornico, kar vse obrtnike bom govoril v Slovenjgraški občini. Naj še poudarim, da na obrtni zbornici imamo malo manj kot 400 članov, zaposlujemo nekje 1200 ljudi, kar mislim, da smo zdaj največja firma v naši občini. Tako da to bi vam položil na srce, da imate videti. In da nam tudi povete, kje vidite sodelovanje z obrtno zbornico, pa seveda tudi, ker smo zdaj na trgu, da tudi bomo nekako mogoče od občine pa zahtevali neki delež, ki se nam zdi, da nam tudi pripada. Po naših obrtnikih, to govorimo o finančnih sredstvih. Pa bi kar dal besedo gospodu, ker smo pa začeli z levo proti desni in bomo tudi tako nadaljevali, gospodu Zanoškarju, da se predstavi. Prosim, gospod. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik, spoštovane gospe in gospodje. Tako, mene poznate že iz prejšnjega obdobja, tokrat kandidiram kot neodvisni kandidat, kot vedno, s podporo volivk in volivcev. Zato sem se odločil po predlogih nekaterih skupin in pa mnogih občank in občanov. Rekli so, da bi bilo prav, da tiste projekte, ki sem jih zastavil, da jih tudi dokončam. Seveda, jaz se počutim dovolj še zbranega, dovolj energije, da
in so te projekte, ki sem jih začel in ki so pač doživeli neko različno usodo, speljem do konca, tako kot sem vedno v življenju vsako stvar začel in tudi končal, tako kot je bila zamišljena. Moj program temelji, na prvem mestu dajem delovna mesta in moj program temelji na tem, da delati treba vse za dobro ljudi. Ničesar ne sme biti pogojeno, niti kapitala, niti kakih drugih stvari, ki bi kvarno vplivala na odnose do ljudi. Da bi kvarno vplivala na to, da bi se ljudem zmanjševali neke pravice ali bi se jih postavljalo v nek nemogoč težek socialni položaj. Torej, vse, začetek in konec mojega programa temelji na tem, da delamo dobro za ljudi. Če pa hočemo za ljudi delati dobro, morajo imeti zagotovljeno eksistenco in na prvo mesto dajem delovna mesta. In danes, ko smo tu, ko se bomo pogovarjali o vaši dejavnosti in o delovnih mestih, se mi zdi, da je izjemno pomembno, da se o tem pogovarjamo tukaj, ker vi ste nosilci mnogih delovnih mest in preko teh delovnih mest se uresničuje in zagotavlja eksistenca mnogim družinam v naši mestni občini. Vedno sem z velikim spoštovanjem gledal na obrtnice in obrtnike, ker sem se zavedal, da dajete neprecenljiv delež temu utripu v mestu, v kraju, da dajete neprecenljiv delež v smislu zagotavljanja kruha vsem tem našim družinam. Pa mogoče se včasih nismo niti toliko zavedali, da so obrtniki tisti, kjer se zelo fleksibilno lahko obračate, prilagajate in tudi z novimi proizvodi dosegate te želene cilje novih delovnih mest. Včasih smo stavili na veliko industrijo, včasih smo stavili na velike fabrike. Ampak usoda je bila taka, da se je pokazalo, da te velike tovarne so lahko včasih tudi zanka na vratu. Ne more se to zgoditi pri obrtnikih, ker ste zavedni in zavestni, da je to vaše delo, da ustvarite zase, da ustvarite za družbo in se malo kdaj zgodi to, da bi obrtniki končali na tak način, kot je recimo kar sosedna ta tovarna. Jaz vem, da prihodnost naše občine ni v tem, da bo prihajala neka velika in močna industrija. Zato stavim bolj kot kdajkoli na razvoj obrti. In prav zaradi tega in zagotavljanja delovnih mest se mi zdi, da je potrebno vse pogoje prilagoditi in ustvariti eno podporno okolje, zato da boste vi lahko ustvarjali z čim več suporta, ki ga lahko da občina, ki ga lahko dajo tudi evropski skladi, ki ga lahko dajo tudi kakšne druge vsebine, ampak vse v tem smislu, da bo vam lažje, da boste lahko ustvarjali, da boste lahko tudi kaj zaposlovali. Nezaposlenost, veste, da je danes kar visoka in da verjetno ga ni programa. In danes verjetno ga boste poslušali, nas tri, vse smo vsi enotni, verjetno v tem, da je potrebno delovna mesta in vse ostale stvari. Na prvo mesto torej delovna mesta, na drugo mesto dajem te pogoje, v kateri živimo. Od infrastrukture, to se pravi, od cest, kanalizacije, za čisto okolje, do vodovodov, do široko poslovnih povezav, če hočete, do vsega tega, kar spada skupaj. Seveda, moj program se potem razvije v posamezni sklopi. Zdaj, jaz vam ne bom govoril ne o kulturi, ne o sociali, kar veste, da je tudi zelo pomembno, ker gre za ljudi. Če rečem, da bomo delali vse dobro za ljudi, je tudi sociala, je šport, je stanovanjska politika za mlade družine, so mladi posebej v tem programu. Samo mislim, da bi bilo to preveč, da bi preveč obsežni, da bi o tem govoril. Jaz sem reči fokusiral potem, ko bo razprava o tem, kaj in kje vidim, da bi se lahko obrtnikom takoj pomagalo in kaj vidim, kaj bi se jim lahko pomagalo v naslednji finančni perspektivi, to se pravi do leta 2020. Do takrat bo trajala ta nova finančna perspektiva in danes, ko delamo vizijo in se pogovarjamo viziji, moramo vedeti, kaj bo naša občina leta 2020, kaj bodo obrtniki, v kakšnih pogojih boste delali in na kak način boste lahko zagotavljali sebi in pa drugim družini eksistenco. Vendar, tako kot sem rekel, to je samo predstavitev, naprej pa bom točno po točkah decidirano povedal, kje so tiste stvari, katere menim, pa smo jih moče res zdaj zanemarjali. Nismo jih sledili, ko sem dobil tudi včasih namige, pa znižite to, pa znižite, in tako naprej, ampak danes mi je popolnoma jasno. Gradimo na obrtniki
polno paro in pomoč obrtnikom. Hvala lepa. Gospodu čas besedo. Lepa, dan želim. Najprej moram reči, da sem zdaj polovico projektov kar črtal, ker snemate in da boste držali za besedo čez 4 leta. Na kratko, gremo kar po vrsti. Med gospodarskimi ukrepi, ki jih načrtujem, bom poudaril naslednje. Gradnja proizvodnega inkubatorja, morda tudi 2, in izgradnja podpornega okolja za podjetništvo, gre za projekt Koroškega razvojnega pospeševalnika. Tretji ukrep je nuditi dostopna zemljišča za obrtno podjetniško cono. Tretji ali četrti ukrep spodbujanje socialnega podjetništva. Nadalje gradnja lesno-predelovalnega centra v Avdiškem Vrhu. Sledi prenova modela podeljevanja podpor ob ustanovitvi SP-ja in izgradnja parkirnih prostorov za avtoprevoznike. Če opišem vsakega posebej, proizvodni inkubator pomeni, da so narejene delavnice, ki so na voljo mladim začetnim obrtnikom, podjetnikom po subvencionirani ceni. Te delavnice lahko uredimo v degradiranih industrijskih conah in te cone lahko usposobimo za nove vsebine preko evropskega denarja, ki bo na voljo za te namene. Pomembno pa je, da tem novim podjetnikom, ki bojo nekako se razvijali v proizvodnem inkubatorju, nudimo tudi podporo, mentorstvo, starejše mojstre in pa neko podporno okolje, ki je zdaj na Koroškem precej razdrobljeno. Zato je naš že v okviru regije usklajen projekt nadaljevanja KOVIVIS-a, Koroškega visokošolskega središča, in vseh tistih podpornih institucij, ki so zdaj razdrobljene. Pri nas imamo točko VEM na upravni enoti, imamo točko VEM na obrtni zbornici, imamo točko VEM v podjetniškem centru. In še inkubator bo delal neke take podobne storitve. Vse to treba združiti v občini, kaj šele v regiji. S tem lahko dosežemo neke sinergije in takšen Koroški razvojni pospeševalnik ponudil torej vso podporo za mlada podjetja, pa vsem tistim, ki bojo rabili usluge na nivoju storitev za podjetništvo. Poslovne cone, to je točka, ki pač je vedno prisotna, kako nuditi dostopna zemljišča. Poslovnih con imamo v Slovenj Gradcu razmeroma dovolj, vendar so neaktivne. V njih je ujet tudi velik denar. Imamo Ozare, kjer je približno 4 hektare zemljišč na voljo za prodajo, in imamo Sotočje, kjer je na voljo še pol hektara, imamo degradirano industrijsko cono Mesto, kjer so še 3 do 4 hektarji neizkoriščenih poslovnih površin. Z pravim projektom s pravo vsebino lahko dobimo za revitalizacijo teh površin denar in te površine usposobimo in damo novo vsebino za nove naložbenike. Vendar problem je zdaj takšen, da nismo uspeli prodati teh parcel zaradi tega, ker smo v preteklih letih, ko so se cone izgrajevale, vložili veliko denarja in po nekem razmišljanju ali pa po pravilih, po katerih občina prodaja, ne smemo prodati pod tisto ceno, ki je pač bila nabavna cena zemljišča. Ta cena je za Ozare 38 evrov, zemljišča, ki so se kupovala, so bila pač drago prodana, čeprav so bila kmetijska zemljišča. In zdaj smo ujeti v to past, 3-krat poskušali prodati, pa ni šlo. Nazadnje smo uspeli s cenitvijo približati to ceno, taki ta pravi tržni ceni, 20 evrov, ker je cenilc moral zajeti v cenitev tudi vse primerljive ponudbe na Madžarskem, v Avstriji in pa po celi Sloveniji. 20 evrov mislim, da je prava cena, takoj ko bo konstituiran nov občinski svet, bo ta cena tudi potrjena, ker računam na razumnost novih svetnikov in vem, da bojo razmišljali podjetniško, in takrat bomo lahko, imamo že tudi kar dokaj resne interesente za tako ceno. In mislim, da bojo takoj prodane 3-4 parcele domačim podjetnikom, ki vidijo tukaj možnost za razvoj svojih obrti oziroma manjših podjetij. To, da bi mi držali to cono za neko visoko tehnologijo, tako kot je bilo zamišljeno, je preveč veliko potezno, še vedno lahko pride, kdor hoče razvijati tu high-tech proizvodno, ampak dokler tega ni,
jaz mislim, da je več kot dobro, če našim domačim podjetjem, ki so tudi med njimi tudi visoko tehnologijo, nudimo te parcele. Tretji ukrep, ki je možen pri tem, je pa tudi nudenje podpor preko donatorskih schem, to je poseben mehanizem, ki gre preko občinskega sveta in na ta način se lahko tudi naredi podpora novim vlagateljem z nižjimi komunalnimi prispevki. Če pa vse to ne bo šlo, je pa na voljo še zadnji mehanizem, to pač je podelitev stavbne pravice na 99 let in potem se nadomestilo stavbne pravice po izteku pogodbe z višjo vrednostjo zemljišča. Tako da ima vlagatelj pravzaprav nič stroškov z tem zemljiščem. Še morda pri tem, da omenim, kdaj na nove cone, kdaj opremljati nove cone. Novo cono lahko seveda iščemo izven mesta, tam, kjer je zdaj pač zemljišče. In to zemljišče mora biti stavbno v občinskem prostorskem načrtu. Je predvidena širitev, so predvidene tudi nove poslovne cone, vendar niso tako urgentne, ampak smo zagotovili novo poslovno cono ali pa novo stavbno zemljišče za poslovne namene že za spremembami in dopolnitvami starega plana. To bo, mislim, stopilo veljavo spet nekje zdaj na prvi, drugi seji, kajti vsi postopki so končani, čeprav so se vlekli od leta 2009. 6 hektarov zemljišče na voljo na koncu naše občine med Plamnom in Meslinjem. Majhna težava je, da tam poplavno območje, ampak z ustreznimi umelitvenimi ukrepi bo tudi tam dovoljena gradnja. Vendar ne prej, kot pa bomo dobili resne investitorje, ki bojo pripravljeni tam vložiti v svoja nova podjetja, torej v proizvodnjo, takrat bomo mi tudi priskočili na pomoč z vsemi možnimi sredstvi. Da bi pa na zalogo investirali občinski denar v ustvarjanje novih mrtvih con, seveda tem ne vidim smisla. Med gospodarskimi ukrepi je tudi razvoj turizma. Torej za nekim potencialnim investitorjem se lahko tudi na glas povem, da to podjetje JUFA, Jugend und Familienurlaub GmbH iz Graca, ki ima približno 53, mislim, da natančno 53 turističnih destinacij in je zelo dobra družba na področju turizma, preko 200 ljudi dela pri njihovih na trženju. Razvijajo pa torej nove turistične destinacije po Evropi. Z njimi smo se pogovarjali o možnosti vstopa v projekt izgradnje turističnega letovišča na področju tako imenovanih term. Lokacije so se ogledali, so nekako previdno zainteresirani. Koraki so se stopnjevali od lanskega leta do letošnje jeseni, ko smo bili pravzaprav že pred podpisom pisma o nameri. Ker pa je pravno to nekorektni postopek, sem potem jih obvestil, da tega pisma ne moramo podpisati, ampak da moramo začeti postopek javno-zasebnega partnerstva na ta način, da nam dajo promotorsko vlogo. Upam, da bo to kmalu zdaj tudi storjeno. No, ampak to sem malo na široko povedal, zdaj z njimi smo se pač tudi strinjali o tem, da je potrebno v ponudbo vključiti čim več lokalnih proizvodov in storitev. Turizem torej razvijati na tak način, da bo tu lokalne storitve in tudi lokalni proizvajalci vključeni. To bo tudi pogoj občine za vstop v javno-zasebno partnerstvo. Se želimo lokalnim podjetnikom in obrtnikom zagotoviti dodatne prodajne kanale. Turizem ne smemo gledati kot dejavnost, ki mora ustvarjati, torej moramo gledati kot na dejavnost, ki ustvarja eksternalije, torej tiste učinke na gospodarstvo, na to, kaj se potem lahko priklopi na vse to, lokalna prehranska samooskrba, torej pridelava hrane in vse druge storitve v trgovini naprej. Torej, pri izvedbi novih turističnih projektov bomo težili k temu, da bo pri realizaciji v največji meri možno vključiti lokalne podjetnike in obrtnike. To je možno narediti na drugačen način. Vi ste prej kritizirali javna naročila. Preko javnih naročil verjetno ne gre, ker tam ne moremo dati prednost domačemu podjetniku. Veste, da so tu zakoni zelo strogi. Zdaj za večja naročila bo celo tak, da bomo morali na evropski portal dati razpis, da lahko konkurirajo Bolgariji, Romuniji, Poljaki in seveda vsi Evropejci za gradnjo recimo glasbene šole. Ampak zaenkrat ta evropski portal še ni obvezen, je pa komisija že dala ta pogoj. Mi pa lahko vključimo lokalne obrtnike preko raznih konzorcijev, tudi morda preko tega, ki ste pač prej kritizirali, da se premalo vključuje, tudi preko komunale, da se nekako
tudi z nekimi zadrugami vključite v to, da bi potem lahko izvajali tudi in-house razpise preko Pomolana. Ampak potem zdaj nimam ravno natančne slike, kako bi to dosegli, je pa možno v tej smeri razmišljati. Nadaljne je potrebno podjetnikom nuditi podporo pri iskanju evropskih virov, torej obrtnikom in podjetnikom v okviru zakonskih možnosti nuditi vso pomoč pri prijavi na evropske razpise. Znanje, izkušnje, ki jih ima na tem področju občinska uprava in pa regionalna razvojna agencija, predvsem pa vidim tu tisto možnost v nove podporne institucije, to je Koroški razvojni pospeševalnik, je treba nuditi torej podjetnikom in obrtnikom to tehnično pomoč, da bojo lahko pojeli vse možne razpise in jih tudi počrpali. No, pomemben ukrep ali pa pomembna aktivnost na področju ustvarjanja podjetniškega okolja je tudi boljša, torej naprezanja aktivnost pri izboljšanju prometne dostopnosti Slovenj Gradca ali pa Koroške, če gledamo malo širše. In pri tem seveda mislim na to tako imenovano tretjo razvojno os in pri tem bom uporabil vse oblike pritiska, da bo do gradnje prišlo čim prej, ne pa v neki negotovi prihodnosti. Torej, tako kot smo tudi zdaj delali, aktivno smo sodelovali pri projektiranju, pri sprejemanju podlag za sprejem uredbe o državnem prostorskem načrtu, ki je vlada sprejela v letu 2012. In pa tudi občina mora sama pripravljati strokovne podlage, da bo olajšala projektiranje, potem ko bo država nadaljevala projektiranje od Slovenj Gradca jug do Dravograd. In to je že po veliki meri narejeno. Dve strokovni podlagi. Prvo je prometni model mesta ali pa občine in druga je študija variant poteka južne obvoznice. Tu bi ponazoril na eno bistveno razliko med tem, kako smo pristopili k tem problemu, kot pa se pristopilo recimo pri načrtovanju severo-zahodne obvoznice. Ta obvoznica je bila narejena malo na pamet, čeprav je že narejen projekt in je sprejet odlok o tej obvoznici, pa smo mi vendar iz osnutka občinskega prostorskega načrta to obvoznico umaknili. Zanje namreč ni neke strokovne argumentacije, ni bila narejena nobena strokovna podlaga in ta obvoznica povzroča, če bi bila izvedena, bi povzročila velike preglavice ali pa negodovanja vsem krajanom Starega trga. V prometni upravičenosti ali pa gospodarski upravičenosti pa seveda pri tej obvoznici ne moremo govoriti. Je pa potrebno industrijsko cono mesto in pa obrtno cono Ozare opremiti z ustreznimi cestami in to ravno kar izvajamo, del ceste pa je že narejen. No, pri tretji razvojni osi ali pa pri prometni dostopnosti je potrebno pa še to poudariti, da v tem času, ko se še ta cesta ne bo zgradila, je potrebno vztrajati pri tem in to z vsemi občinami na Koroškem in tudi Velenjsko, da se takoj obnovi obstoječa državna cesta G14, ki tako in tako morajo zdržati te prometne obremenitve do časa gradnje ali pa do časa izgradnje in tudi še potem, ko bo nova cesta zgrajena med Slovenj Gradcem in Velenjem, bo ta cesta G14 še vedno prevzemala kar veliko prometnih obremenitev. Mislim, da tako in tako nima druge ceste. Mislim, če ne bojo hodili Slovenj Gradec na cesto v Velenje. No, zdaj pa na koncu še malo kritike do svojega dela v tem času. Sem dogotovil tudi sam neke napake. Omenil sem, da ta schema podeljevanja subvencij novo nastalim SP morda ni najbolj dobra, ne prenaša pravih rezultatov. Tu bom naredil neke korekcije. Morda je bolj smiselno ta denar, ki ga občina da neposredno novim SP-em, to je okrog 45 000 evrov, preko razpisa podelimo obrtni zbornici in ta po svojih kriterijih izbere tiste podjetnike, tiste novo nastale SP-je, ki bojo preko poslovnih načrtov pokazali, da jim je vredno podeliti neka zagonska sredstva. V tem vzorcu je treba še razmisliti, mislim pa, da je v sodelovanju z obrtno zbornico ta pot veliko boljša. Zdaj namreč hodijo nekateri, ko sem 3 leta to podeljeval in vidim, da so eni že dvakrat prišli po 500 evrov, vmes se zaprli SP, pa prišli drugo leto spet po novi denar. Prisluhniti je torej treba nosilcem podjetniške in obrtniške dejavnosti, bolj kot sem do zdaj, priznam, morda sem se premalo
takrat zavedal te pomembnosti in cajt je pa hitro šel. Torej, uradniki niso tisti, ki bi solili pamet podjetnikom, ampak uprava mora biti spet ta pravi servis za njih tudi. Predvsem je to pomembno, da smo zelo kooperativni na področju prostorske politike. Nisem omenil občinskega prostorskega načrta. Ko smo ta načrt pripravljali, smo seveda razočarali mnoge tiste, ki so hoteli graditi nove stanovanjske hiše na kmetijskih površinah, zraven dedeja, zraven strica, ampak to v večini primerov ni bilo možno zagotoviti. To so strogi pogoji. Smo pa poskušali iti na roko vsem tistim, ki so nosilci nekih gospodarskih dejavnosti, od kmetij do obrti, tam pa smo omogočili, da so se v osnutek vnesle pobude za širitev stavbnega zemljišča. Jaz upam, da bodo tudi na Ministrstvu za prostor in na Ministrstvu za okolje sledili temu našemu cilju in nam bojo požegnali te pobude. Na koncu bi samo rekel še na kratko, da je potrebno več pogovarjanja, da je potrebno vaše pobude sprejemati. Zadnja pobuda, ki ste jo dali glede informatike, mislim, da je potem bila izvedena in upam, da je to že en mali kamenček k izboljšanju stanja. Aktivnost, torej aktivno vlogo želim prevzeti pri tem, da z obrtniki in podjetniki ustvarjamo dialog in s tem iščemo najboljše rešitve. Mislim omenil pa morda širših projektov, kot so zagon lesno-predelovalne verige v industrijski coni Letiški Vrh. To gre pa za regijski projekt, Slovenj Gradec pa ima pred tem vodilno partnersko vlogo. Tudi naša pobuda je bila, da se ustvari ta projekt, da vidimo pač možnost, da če bomo regijsko povezani, bomo dobili tudi državni denar ali pa evropski denar za oživitev lesno-predelovalne verige in da v tej lokaciji, ki je tudi logistično daleč najbolj optimalna, ustvarjamo pravi lesarski center. Zemljišče, ki je na voljo, je veliko 8 hektarov, delno je in še 5 hektarov v lasti GG-ja, teh 7 hektarov pa je v stečajni masi lesne, ampak dogovori so takšni, da se ta parcela zaenkrat še ne, ko vsa na manjše dele se ohranja v celoti in je tudi že resen investitor za njo, ta bi potem v enem kosu to parcelo kupil in v projekt vstopil kot partner. Seveda, kakšno vlogo imajo pri tem občine? Jaz mislim, da občine tu ne morejo vstopati kot partnerji za investicije in podobno, ampak morajo igrati vlogo koordinatorja, promotorja in tistega, ki bo dodatno večjo možnost oživitve lesarske dejavnosti v naši regiji. K temu, da pa bo tudi, če imamo novo žago, pa nove predelovalne obrate na Koroškem, pa ne bo nič bolje, če ne bomo znali povečati potrošnje lesa. To je bistveno. Slovenija ima 1,2 kubika po prebivalcu porabo lesa. Finska ima 3,5, Avstrija pa nekaj čez 2 kubika na prebivalca. Če mi sledimo Avstrijcem, takoj povečamo za 1 milijon kubikov letne porabe lesa. Pa če še malo povečamo, smo pač pravzaprav na tisti meji, kolikor lahko sploh posekamo in predelamo, ker zdaj se nekje 3 milijone kubikov doma predela. Več kot 5-6 pa tek ne uspemo posekati. Torej, to pa lahko dosežemo s takim načinom, da spodbujamo porabo lesa v javnih naložbah, to je tiste naložbe, ki jih pač plačujemo z javnim denarjem. To so občinske investicije pa državne investicije. Če bi vse stavbe, ki gradimo z javnim denarjem, gradili z bistveno večjo vsebnostjo lesa, tako da bi dali pogoj, osnovno gradivo mora biti les, potem bi mi hitro prišli na 2,5 kubika po prebivalcu. In s tem bi pravzaprav brez kakršnekoli evropskih podpor lahko dobili takojšnji zagon lesarske industrije. No, na koncu sem še nekaj govoril o socialnem podjetništvu, to verjetno vam je znano, to so pač taki bolj mehki ukrepi, ki so zelo popularni v Evropi, denar se bo dobil za te projekte. Pri nas že deluje eno socialno podjetje na področju oskrbe za zelenjavo, njim smo tudi dali nekaj naročil za urejanje zelenih površin in pa urejanje pokopališč, ker pač oni delajo za 3-4 evra na uro, sicer pa nas stane ta ura na komunali 10 evrov. In komunala je torej vstopila del teh svojih storitev temu socialnemu podjetju, da lahko oni na trgu dobijo sredstva za svoje delovanje. Osnovna dejavnost pa jim je oskrba za zelenjavo. In teh priložnosti je občini še pa še.
Samo pobude morajo biti, mi jih bomo podpirali in predvsem je to možnost za zaposlitve teže zaposljivih oseb, mladih, nezaposlenih in podobno. Izgradnja parkirnih prostorov za avtoprevoznike, to vem, da je pereč problem, da je veliko teh naših podjetnikov, takih, ki se ukvarjajo s prevozništvom. To je pomembna gospodarska dejavnost pri nas in tudi daje mnoga delovna mesta. Tako da mislim, da občina mora iti na roko in najti nove prostore za parkiranje tovornjakov, te prostore ustrezno opremiti in seveda jaz mislim, da bojo podjetniki tudi veseli, če bo to urejeno, pa tudi zato bojo pripravljeni nekaj plačati. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za besedo. Jaz se bom poskušal predvsem osredotočiti na področje podjetništva, obrtništva, ker mislim, da za ta auditorij drugi občinski projekti niso v tem momentu tako zanimivi. Seveda se pridružujem mnenju mojih predhodnikov, da je pravzaprav primarna naloga občine, da zagotovi prostorske pogoje, zato da lahko pridejo obrtniki, podjetniki do teh potrebnih površin. Zdaj Lisinja je nekako v specifičnem položaju ujeta med dva večja industrijska centra, kjer pravzaprav te večja podjetja grejo v večje obrtne cone, pa tam iščejo neke sinergije. Absolutno pa je to, kar Mislinja rabi, neko manjšo obrtno cono za potrebe storitvene dejavnosti. Mi smo v zaključku priprave občinskega prostorskega načrta. Dve zadevi imamo, eno na lokaciji v Doliču, na bivši železniški postaji Dolič, kjer je cirka hektar in pol takšnih površin, in pa tu nekako imamo zagotovila, da ne bo težav, in pa seveda eno niče straž, tudi ravno iz teh razlogov. Namreč zavedam se enega, da se nam dogaja tudi to, da so nekatere dejavnosti, ki jih obrtniki upravljajo, pa zdaj dosti krat tudi v samem kraju, nezdružljive z zdajšnjimi standardi bivanja. Bodi si, da je hrup, bodi si, da je to kakšna drugačna emisija, in seveda bomo storili vse, da bomo zagotovili ta potrebni prostor. Druga zadeva je, da tudi v okviru zdajšnjega PUP-a zelo hitro odreagiramo na potrebe teh obrtnikov. Mi smo dvakrat PUP za zadano področje Žaga 1, Žaga 2 spreminjali. Jaz sem zadovoljen, da smo pravzaprav lahko parirali v tem smislu, da so ti postopki bili pravzaprav izredno kratki, 3 do 4 mesece je trajalo, da so obrtniki dobili vse potrebno, kar je z stališča zakonodaje, in v bistvu se tam zdaj že dva obrata, dveh ali tudi gradita. Zdaj ohranili bomo tudi zdajšnje spodbude, ki jih imamo. Jaz moram reči, da smo v obdobju 24 let z ukrepa sofinanciranja spodbujanja samo zaposlovanja nekako podprli 27 upravičencev in pa z ukrepa investicij mikropodjetij 16 upravičencev. Z to politiko bomo vsekakor nadaljevali. Kar se tiče podpornega okolja, seveda kot mala občina si ne zamišljamo, oziroma bi bilo neracionalno, da bi o kakšnem mrežnem inkubatorju razmišljali. Nekako tukaj mislim, da smo zdaj že tesno povezani z mestno občino Slovenj Gradec. Jaz se obema kolegoma zahvaljujem, mislim, da sem in pri enem in pri drugem našel dosti razumevanja, dosti krat se sestajamo na to temo, se pa pridružujem mnenju, da je ta zadeva preveč razparcelirana in da jo treba racionalizirati, in v tem smislu bo tudi racionalizirati, združiti na enem mestu, in v tem smislu bo tudi občina Mislinja ta prizadevanja tudi podprla. Kar se tiče lesno-predelovalnega centra, veste, da sem nedolgo časa nazaj
Ko sem se predstavljal kot poslanski kandidat, veliko govoril tudi o tej temi. Pravzaprav je tu, jaz mislim, da bo to en preizkusni kamen, ne samo za Slovenj Gradec, ne samo za Mislinjo, ampak za vse koroške občine, da premoremo dovolj razuma in v tem, kar je že bilo povedano, da tukaj vse te sile skupaj usmerimo. Zdaj pogledajte, kar se tiče te lesne predelave, to, kar dosti krat rečemo, tu je doma tradicija, tu je doma bogata lesna zaloga oziroma surovina. Treba je ločiti dve zadeve. Ne? Se pravi, v tistem primarnem delu je pravzaprav so gozdarji storili svoje zaloga. Lesna masa se je v zadnjih 15 letih povečala v naših gozdovih za 40%. Zdaj pa pred nami je pa ta velika naloga, kako pravzaprav omogočiti z tem lesno predelovalnim centrom, da se bodo zadeve začele dogajati tukaj in zdaj. Časa nimamo. Veliko vas je verjetno prečitalo to razvojno strategijo Les je lep, v kateri so tudi rokovno opredeljeno, kako se bo kaj tudi dogajalo. Dejstvo je, da se bodo takšni lesni predelovalni centri v Sloveniji še gradili in seveda tukaj mora biti ta akcija vseh občin Koroške, to posebej poudarjam, še posebej usklajena, da bo eden izmed teh lesnih predelovalnih centrov tukaj na Koroškem. Zdaj pa seveda okrog posploševanja, poti so različne. Poglejte, jaz bom na primeru povedal, nekaj je o tem že bilo povedanega. Tudi občine smo pravzaprav skozi to, kaj in na takšen način delamo tiste, ki del tega prispevajo. Veste za to investicijo v večnamenski objekt Koper, 85% smo pridobili sredstva